Tako en lep pozdrav vsem na to pozno popoldne oziroma na ta dogodek, ki mu rečemo klasični večer. Večer še ni, ampak je predvečer in že tretjič se družimo v tej naši lepi knjižnici, v prostoru, ki bi bil popolnoma drugačen, če ne bi imeli te velike sreče, da je naš prijatelj in naš sodelavec Robert Šupe, profesor geografije in zgodovine, Brežičan, tudi profesor na novomeški gimnaziji, ampak se pravi, povezujejo te dve mesti, ki nista tako oddaljeni in seveda čuti tudi izjemno željo nekako, da skupaj z nami skrbi za en del dediščine oziroma da nam pomaga pri tej skrbi za dediščino. Ta prostor je eden res lepših prostorov v našem gradu, edini, ki ohranja ta del, to zgodbo o prvi gradnji oziroma začetku gradnje tega gradu, ker smo v tem renesančnem prostoru. Tam vidite te lepe podpornike, zidane, nezidane kamnite, se pravi, in pa tudi še lep renesančni strop, ki je večinoma izviren. Jaz mislim, da dobro vidite, kaj je novega, kaj je pa izvirnega. Tako da, ko smo snovali to knjižnico oziroma ko smo nekako uspeli to urediti, je bila ta želja velika oziroma ideja in želja, da se občasno tudi podružimo z javnostjo, z vsemi, ki želijo nekaj časa preživeti tukaj, in tako so nastali klasični večeri. In letošnji oktober začenjamo z tem tretjim klasičnim večerom. Je pa seveda to tudi prva nedelja v muzeju. V našem muzeju vsako prvo nedeljo v mesecu pripravljamo poseben program, večinoma v sodelovanju z različnimi soustvarjalci in dvakrat na leto, ta nedelja tudi so oblikovana skupaj z Robertom. Danes imamo tudi izjemnega gosta, profesorja latinščine, Marka Kastelica. Še nikoli nismo imeli profesorja latinščine, pri nas bi rekli, tako zelo klasično, tako da res dobrodošel tudi iz novomeške gimnazije. In tako kot je navadi, bi lahko rekli tudi dve dijakinji novomeške gimnazije, in sicer Karmen Zaletel in Saro Berkopec, tako da vsi trije zelo, zelo dobrodošli. Tako je zapisal Robert, ko je napovedal, kaj nas danes čaka. Pogovor oziroma sprehodili se bomo po literaturi, kar bodo zaznamovale predvsem muze največjih evropskih pesnikov. Tako da, kaj več ne bom povedala. Tukaj imamo dva gosta, bomo pa začeli z glasbo in smo rekli, da najprej naj doni po knjižnici kitara. Sara Berkopec, dijakinja oddelka 1A, se pravi prvi letnik, in prva skladba Etude o Amolu, to je pa Giuliani piše. Ja, avtor ima tudi svojega učitelja, svojega mentorja, Bartel Aleša, in zdaj, ko sem omenila učitelja, sem želela vama še čestitati. Včeraj je bil svetovni dan učiteljev. To sem imela v misli na začetku, ampak je še pravi čas in boste videli tudi igrali v čast majhnima učiteljima. Je tako? Dobro, torej, Sara Berkopec, prosim.
tako kot je v navadi, bom spet rekla, bo ta uvodni del oziroma prvi del prišel iz izbora našega dragega prijatelja Roberta Šupeta. Mislim, da bomo slišali nekaj od Williama Shakespearea. Tako, prosim, izvoli. Torej, William Shakespeare ni samo eden največjih svetovnih dramatikov, ampak je tudi zelo, bi rekel, povezan z zgodovino, ker je običajno pisal o zgodovinskih osebnostih, ki so res obstajale, recimo Julij Cezar in tako naprej. Vendar za Coriolana pravijo strokovnjaki, da niso povsem sigurni, ali je ta oseba res obstajala ali ne, menda se pa bolj nagibajo, da je. No, najprej bom prebral par tehničnih informacij, pol pa še slovenski prevod Otona Župančiča iz leta 1941, ki je bil objavljen v Ljubljanskem zvonu. Pa poglejmo. Coriolan je tragedija Williama Shakespearea, ki se odvija v antičnem Rimu in raziskuje teme političnega konflikta, osebnega ponosa in zvestobe. Zgodba sledi življenju rimskega vojskovodje Caia Marcia, ki se je po zmagi nad Volski in v zavetju njihovega mesta Coriolis proslavil kot velik junak ter dobil ime Coriolan. Vendar pa njegov trmasti ponos, prezir do nižjih slojev in nezmožnosti političnega kompromisa pripeljejo do tragičnega konca. Na začetku zgodbe se plebejci, nezadovoljni zaradi pomanjkanja žita, uprejo patricijem, rimski eliti in zahtevajo pravice. Coriolan, član patricijske elite, plebejce zaničuje in jih obtožuje strahopetnosti. Čeprav je pogumen vojskovodja, ki je svojo hrabrost dokazal na bojišču, nima politične spretnosti in prezira idejo, da bi ljudstvo imelo moč v političnem procesu. Medtem izbruhne vojna s sosednjimi Volski, katerih vodja Tullus Aufidi je Coriolanov dolgoletni sovražnik. Vojna Coriolana navdušuje, saj vidi priložnost, da uniči svoje sovražnike in si zagotovi še večjo slavo. V bitki pri Coriolis se izkaže z izjemno hrabrostjo, ko sam vodi napad na mesto in premaga Volske. Zaradi svoje zmage dobi vzdelek Coriolan. Po vrnitvi v Rim je Coriolan sprejet kot junak, senat pa ga predlaga za konzula, vendar mora pridobiti podporo plebejcev. Čeprav je sprva pripravljen sodelovati v volilnem procesu, se zaradi svojega preziranja do množic težko prilagodi in s težkim srcem išče njihovo podporo. Dva tribuna, Brut in Sicini, ga prepoznata kot sovražnika ljudstva in uspešno spodbudita plebejce, da mu odvzamejo podporo. Ko Coriolan izgubi njihovo zaupanje, se ne more zadržati in se v navalu jeze obrne proti plebejcem in sami ideji o demokraciji. Zaradi tega izbruha ga tribun obtoži izdaje in ga obsodijo v izgnanstvo iz Rima. Coriolan se v besu odloči maščevati Rimu, zato se poveže z Aufidijem in Volski, da bi napadel svoje domače mesto. Rim se znajde v veliki krizi, saj se Coriolan skupaj z volško vojsko utabori pred rimskim obzidjem. Rimska vojska je nemočna pred svojim nekdanjim junakom. Poskusi, da bi Coriolana prepričali, naj se ustavi, so neuspešni, saj ostaja nepopustljiv. Šele njegova mati, Volumnija, ki mu je bila vedno vzor poguma in časti, ga s solznimi prošnjami prepriča, da sklene mir in reši Rim. Kljub temu, da s to potezo prinese mir, ga Volski vidijo kot izdajalca. Aufidi, ki je bil sprva vesel Coriolanovega sodelovanja, zdaj postane ljubosumen in nezaupljiv, ker meni, da ga je Coriolan zasenčil. Ko se vrnejo v mesto Antium, Aufidi izkoristi nezadovoljstvo med svojimi vojaki in Coriolana označi za izdajalca Volskov. V burnem prepiru ga izzove na dvoboj, a skupaj s svojimi somišljeniki ga zahrbtno ubijejo. Kljub njegovemu tragičnemu koncu mu izkažejo čas z ukazom, da se njegovo truplo častno sežge in mu postavijo spomenik njemu v spomin.
No, Shakespeare pa to tako vidi in Oton Župančič je pa to zelo zanimivo poslovenil tudi. Odlomek iz 3. prizora 5. dejanja. Iz Rima pregnani Koriolan se je zvezal z Volski in z njihovim vodjo Aufidijem ter hoče z njimi naskočiti Rim. V svojem šotoru zatrjuje Volskom svojo zvestobo, ko se približajo v žalnih oblekah njegova žena Virgilija, njegova mati Volumnija, ki drži za roko mladega Marcija, njegovega sina, Virgilijina prijateljica Valerija in njihovo spremstvo. Koriolan. Za nadaljne sle in prošnje od mesta ali od prijateljev poslej bom gluh. Kakšen hrup je to? Me skušajo, da bi umaknil besedo, ta hip, ko sem jo dal. Ne umaknem je. Spred žena in za njo častitljivi kalup, ki oblikoval je moj život. Ob njej vnuk se nje krivi, toda proč ginjenost, razdri pravica rodna se in ves. Neupogljivost bodi moja čednost. Kaj ta poklon mi te golobje oči, ki zanje Bog po krivem bi prisegel? Topim se, nisem iz prsti čvrstejše kot drugi. Moja mati sklonjena, kot bi Olimp ponižno pripogibal se pred krtino. In moj sinek zre z očesom milim in njegova narava kriči: ne odklanjaj, voljški plug in brana, razri Rim in Italijo. Jaz ne vidim pogosje glasu se krvi, stal bom kakor da človek sam je stvarnik svoj in nič ne ve za rod. Gospod moj mož. Z očmi zdaj gledam drugimi, ko v Rimu, bolj, ki tako nas kaže spremenjene, te misli ti budi. Pozabil sem vlogo zgrešiti nič, da me je čisto sram. Ti srce moje, oprosti, da sem trd, zato pa reči ne smeš, oprosti Rimu. O, poljub dolg kot pregnanstvo, sladek kot osveta, res pri Junoni ta poljub predraga imam za tebe. Ustnice so ga mi ohranile čistega. O Bog, čebljam in nisem še najžlahtnejše vseh mater pozdravil. Grevi se mi v tla, koleno, v globje vanje vtisni spoštovanje, nego kolena drugih vseh sinov. Najlepša hvala. Zdaj pa kar prosimo našega gosta, Marka Častelica. Zdravo še z mene. V bistvu tukaj imam pripravljeno 4 avtorje plus 1 avtorico z namenom, pač ne zaradi avtorjev, avtorje poznate, no niste že toliko slišali, da verjetno vam bo šli že kar malo na živce, ampak da pogledate iz perspektiv njihovih muz. Torej, v bistvu imam nalogo za vas, morate ugotoviti, kakva je dobra muza pri teh avtorjih, oziroma katere atribute rabite, če bi bili vi muza. Verjetno predvsem mladost, ampak kljub samo, torej tukaj smo mislim, da skoraj vsi prestari, z izjemo, ampak kljub samo, kaj bi, če bi mi želeli biti muze, kaj bi potrebovali. Pa naj bo to taka skrivnost, ker bom tudi sprot malo govoril, pač malo bom bral pesmi, pa vam bom pa povedal tudi, o čem se gre. In moj prvi avtor je, oziroma prva muza, ki mi je zelo ljuba in blizu, bom začel, kar z njo je Lezbija. Lezbija je Catulova muza, to ni njeno resnično ime, ni bilo njeno resnično ime. Njeno resnično ime je bilo Claudia Pulchra, bila je hčer ljudskega tribuna in poročena je bila s konzulom. Torej bila je poročena ženska, Catul se je pa zaljubil v njo in ker je blazno občudoval pesnico Sapfo, ki prihaja z otoka Lesbos, je dal svoji muzi ime Lezbija. Lezbija pomeni dekle z otoka Lesbos. Torej. In bomo pač tukaj, zdaj pa bom prebral pesem, ki je v resnici prevedel od Sapfo, pa boste videli, če dobite kakšen vtis o tej muzi,
Potem bom pa usporedno tudi Sapfo, ker je Sapfo tudi zelo, zelo zanimiva kot prva pesnica v zgodovini, pač kar se ve, no, vsaj v Evropi, ki je javno opevala ljubezen, ker to so še časi, ko je bilo prepovedano. Recimo Rimljane so lahko izgnali, če so v temi ali pa ob nevihti prijeli na ulici ženo za roko. To je bilo lahko tako huda napaka in je bilo treba pogumati, da so to javno začeli opevati in Catull je prvi v Rimu, Sapfo je pa prva v Grčiji. Tako da sta si bila zelo blizu. Zdaj pa poslušajte, kaj morate biti, oziroma kaj ima lezbija, česar mi nimamo. Prav? Se upravičujem, če bom kaj na glas zgrešil, ampak dajmo probati. On se sme božanstvo enak čutiti. V sreči, če ni greh, se z bogovi skuša, ko nasproti tebe sedi, v oči ti zre in posluša tvoj presladki smeh, ki mi v hipu vzel je vso zavest, nesrečniku, brško, ko v zrlu lezbija postavil sem tvojo, v grlu glas onemel je, jezik drevenimi telo prešinja, drobni plamen, znotraj brne ušesa, v dvojni mrak pogreza se luč očesa, noč me zagrinja. Lastno le brezbelje, Catull, težite, tvoj zanos in nema mi vse povesta, ista moč je gnala v propad slovite, kralje in mesta. To je Catullov prevod Sapfine pesmi, ki jo boste slišali čez sekundo. Bodite pozorni, prve tri kitice so skoraj identične, kako je Sapfo to besedila in seveda Catull je bil en hud cinik. Se verjetno tudi ne bi preživel v družbi vojakov, trgovcev, pa kmetov, to je bilo v tistem času, so bile to glavne dejavnosti v Rimu in to neko urbano pesništvo, to so se zgražali, to so res verjetno s prstom kazali, zapirali in tako naprej in je s tem cinizmom ali pa sarkazmom oziroma samo distanco je verjetno sploh lahko Rimljanom kazal ogledalo. No, zdaj pa na Sapfo. Kot Bog se zdi mi mož, ki ima pravico, da srečen ti nasproti sme sedeti, da mora ti v oči smehljive zreti, slušaje sladko tvojo govorico. A meni v strahu stiska se srce, zakaj, če ogledam te, za hip samo, mi utrdne jezik, usta vneme, gomazeč prešine ogenj mi telo. Tema zagrne jasnimi pogled, v ušesih šumno mi bučanje in mrzel pot na mah me vso oblije, po udih spreletava me trepet. Tukaj pa zdaj torej, da tukaj prevedem, kako Sapfo zaključi. Bolj bleda sem ti ko usahla ruša, še malo, pa bi umrla, se mi zdi, vendar Agilis, moja močna duša, prenesti mora vse, kar se zgodi. Torej, to je prva vaša uganka v bistvu o lezbiji. Malo premišljujte o tem, kakšen odnos se kaže iz teh pesmi, pa da bom še malo bolj nazoren, bi prebral še eno, pa s tem končam, to je tvoj prvi del. Ker potem prideta pa še dva pesnika, boste videli še kako je pri drugih muzah. Sekunda, da vidim, kaj je. Aha, tale je zelo lepa. Torej, gre za 72. pesem, napisal je približno 100 pesmi malo čez. Lezbija, nekdaj si rekla, da zate Catull je edino, tudi če Jupiter sam tvojim bičarom se vdal. Nisem te ljubil tedaj, kot sodar ga ljubi vlačugo, temveč kot oče, ki sin ljubljen insekt mu je vse. Zdaj te poznam in čeprav žge silovitejši plamen, ti se naenkrat mi zdiš lehka, poceni dekle. Vprašaš, kako je mogoče, če v dušo zaljubljenca raniš, strast mu še bolj, splamti, čustva pa nežno zamro. Zdaj pa druga plat njunega odnosa, sem za popotnico za naprej, tako da slediti.
najlepša hvala. Zdaj bom pa povabila še dijakinjo Karmen Zaletelj, da sem razmišljala, kako jo zdaj napovedati, ker smo poslušali o prvi znani pesmici. Pozavna ni ravno, ne, dekliški inštrument. Koliko vas je bilo v razredu? Edina, ne? Nisi ravno prva pozavnistka na svetu, a ne, da jih je kar nekaj, ampak vseeno izbrala inštrument, ki mogoče je manj, ne, se pritiče dekletom. Ali kako? Res, ja, ampak ne zato. Nič zato, ne da. Nič zato, seveda. In bomo še to prvič v tem prostoru poslušali ta inštrument. Avtor je Jan Sandstorm in pa Uspavanka za loto. Je pa skladba. Torej, Karmen, njen mentor je bil, oziroma je še menda David Kajič, tako iz glasbene šole Marjana Kozine. Drugače pa je Karmen dijakinja 2. D letnika gimnazije Novo mesto. Prosim.
Najlepša hvala, Carmen Zaletel. Nekako sem mišljala blagor učencem oziroma učiteljem, ki imajo odlične učence, učenke, tako kot je to, in seveda tudi blagor učenci, ki imajo odlične učitelje oziroma profesorje. Pa gremo naprej z nalogo. Gremo naprej, ja. Da vidimo, kaj nas čaka sedaj. Okay. Naslednja muza je Dantejeva, torej Beatrice. Kaj vemo o njej, ne dosti v resnici. Bila je hčer bankirja, poročila se z bankirjem, torej gre za premožno družino. Z Dantejem sta se pa je videla parkrat v življenju, vendar je Dantejev biti in novi, torej novemu življenju, v bistvu večino, oziroma v pesniški zbirki, lahko kar rečemo, da je posvečena Beatrice ali pa opeva to tematiko, torej to strmljenje k ljubezni, k nedosegljivi gospe in tako naprej. Za njegova zgodba je pa tudi zelo zanimiva. Ogromno so potovali. Zaradi njegovega očeta je živel v Arecu, v Firencah, v Milanu, v Avignonu. Potem se je vrnil v Italijo, ker je v Avignonu kar močno delal. Takrat so bili papeži v Avignonu v tistem času in je bil v službi kolonov, to so bili pa družina, ki so dajali tudi, dajte mi pomagati z besedo, senat v Vatikanu. Kandidati za kardinali, torej delo je pri kardinalu. Torej je bil v cerkvi v službi, če bi tam bilo rekovati, oziroma če lahko uporabim današnji izraz. Hkrati je najbolj znan po pisanju božanskih komedij, torej te komedije v 3 delih, kjer je tudi na koncu, torej v nebesih Beatrice ga vodi skozi te kroge nebeške, samo čisto na koncu, tiste zadnjo sfero Beatrice ne more, tam ga pa sveti Bernard na koncu pelje do Kristusa. No, zdaj pa gremo nazaj. Ovita Njova, ki je napisal, je večinoma v Avignonu, ampak je tudi revideral, opisuje predvsem to ljubezen do Beatrice. In zdaj pesem je naslov Žene, ki vam skrivnost ljubezen ni. Nagovarja torej ženske. Žene, ki vam skrivnost ljubezen ni, pa svoje bi gospe vam rad govoril, a ne zato, da bi njej slabi dvoril, le da srce se v meni pomiri. Ko njen obraz mi stopi pred oči, ljubezen sladka me tako prevzame, da če bi strah tedaj ne dahnil vame, z besedo strastno bi ljudi razumeli. A slavospevom zdaj ne bom začel, da onemel ne bi jecljaje sredi. Kot se spodobil, skromni bom besedi, govoril vam o njej, ker zaželel sem vsi ženi, da pokrojavli z vami o stvari, ki ostane naj med nami. In ta je zelo hudomušna, ker v bistvu on je ne bi rad hvalil, ne bi rad vznemirjal ljudi, ampak to rabi, da sam svoje srce pomiri, pa še seveda, ko pesniki govorijo o muzah skozi zgodovino. Pri Prešernu je sicer drugače, če bo čas bomo končali z njim, se vedno morajo dati na stran žensk. Torej grejo, nagovarjajo žene, tukaj se z njimi pogovarjajo o tej ljubezni in tako naprej. Pa še naslednja. Glasno poprosil angelje Boga. Gospod, na svetu čudež zažarel je, kreposti se njegovih čist odsev je, pred dušo dvignil semkaj do neba. In to nebo, ki zdaj brez nje prizna si nepopolnost, zboru prosi milo Gospoda, da bi medse jo dobilo. Le usmiljene se spomni nas ljudi in Bog, ki ve, nje ceno govori. Najbolja moja, dragi, se izpolni, počakajte, naj se njen čas dopolni.
tam, kjer nekdo zgube se boji in bo peklu dejal, zaznamovani zrl nadosem, ki zrojo nebeščani. Nebo pričakujoče nanjo zre, zato vam nič o njej ne bodi skrito. Poslednja žensk velja za plemenito, že čez njo, ko ona mimo gre. Torej, poslednja žensk velja za plemenito, če že je z njo, ko ona mimo gre. Najtrša sreča, amor, ki pustre, da slednja slaba misel njih izgine. A kdor bi gledal jo, od nje bližine umrl bi ali plemenit postal. Kdor preizkušnjo vreden je prestal, je čudno moč začutil je nad sabo in zdaj, usmiljen, blag, poslan pozabo. Je vse, kar zlega sebi je snoval. Kdor je z njo govoril, se pogubil, ne bo nikoli, Bog je to obljubil. Torej, nek vtis, upam, da ste dobili od Beatriče. Torej, to je bil Dante, zdaj pa sem še s Petrarko, moram to vključiti zraven, ker Dante je bil, v bistvu Dante je po duši ali pa z eno nogo stoji še malo v srednjem veku, ampak je že zelo novoveški. In ima še to dvoljenje ženskam je še srednjeveški koncept, malo bolj kot Petrarka. Petrarka ima pa Lauro, Petrarka je pa seveda, ga poznamo po tem, da je bil v bistvu ena od gonilnih sil renesanse, ker je potoval po Evropi, po knjižnicah in odkrival takrat pozabljene latinske in grške avtorje in je v bistvu odkril Ciceronove govore. Je kar zaslužen za to, tako da je bil zelo dejaven v raziskovanju latinskih besedil in je pisal veliko v latinščini, ampak ko je pisal pa o ljubezni, torej ko je nagovarjal Lauro, pa vedno uporabljal italijanščine. Torej te besede so prevedene iz italijanščine. Njegova usoda je tudi on je Lauro svojo videl zelo malokrat v življenju. Laura je bila tudi poročena, da je poročena s pravnikom, se mi zdi, če se motim, ne zamer. Torej bila spet iz ugledne družine, zelo dobro situirana, zelo dobro poročena. Umrla je pred njim in tudi potem, ko je Laura umrla, je Petrarka še vedno pisal njej tele sonete, njegova oblika pa predvsem sonet. Tukaj pa opisuje, se mi zdi, razsula v vetru las je venec zlati, da 1000 ljubkih vozlov se je zvilo. Luč pritajeno s pljuskom je ulilo v očeh, ki danes morajo molčati. Obraz se lahno obarval jo škrlati, če v pravem, lažnem ni se razločilo. A jaz, ki v srcu nosil sem netilo, sem zagorel kot 1000 bakel hkrati. Njen hod ni bil kot hodijo dekleta, kot angel šla je, a besede njene zvenele so, da takih svet ne sliši. Bila je živo sonce, duh najvišji, čeprav je lok popustil, zdaj ko vene, se nič ne celi rana od nje preli. To je to. Torej, zdaj pa naloga si že zdaj moramo odgovoriti. Ne, bomo pa. Torej, na koncu si morate pa vi odgovoriti, katere atribute muze potrebujejo, da jih pesniki lahko sploh zberejo. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa, torej zdaj bomo razmišljali, pa hkrati tudi spoznali še eno drugo vrsto ljubezni, to je pa v bistvu taka tragična, če govorimo o naslednji skladbi, poznamo to zgodbo Erika Claptona in to pesem, ki jo posvetil svojemu sinu, ki je tragično
umrl, padel iz tega hotela tam v New Yorku, ki je že to bilo. Je pa to ena taka izjemno čuteča skladbica in verjamem, da si jo številni radi izberejo tudi zato, da jo predstavijo javnosti oziroma da se jo najprej naučite, potem pa da jo bomo tudi mi poslušali. Gre za skladbo Erika Claptona, Tears in Heaven, to se pravi solze v nebesih, kljub temu, ne, da je ta otrok v nebesih, so tam tudi solze oziroma so solze tukaj. Ne. Tako, je tako? Je, ne da. No, dobro. Torej, naša gostja, Sara Berkopec, dijakinja gimnazije Novo mesto, pa bo ta skladba o eni drugi ljubezni, ampak vse ljubezni so izjemno povezane. Pa prisluhnimo. Prosim, prosim sami. Mogoče pa se eno gremo malo k Prešernu, preden, ali bomo najprej odgovarjali na vprašanje. Zdaj pa je to v 2:02, ne? Vem, da je Robertova naloga še poslušanje glasbe, ne? Tako, ti imaš še ta zadnji del, ampak zdaj pa, vi pa sta profesorja, ne? Mi smo vesni poslušalci, a ne? Tako da povejte. A gremo zaključati s tem, se strinjati? Ali pa če pač odgovorimo na vprašanje, ne? Ker moj odgovor je, fino je, da je ne pozna dobro. Ja? Ker če bi jo preveč, dobro, zdaj to malo podrušno, ali vse ljudje, ker ste tako izjemno pripovedovali, mogoče veti dal, mora biti nekaj, kar ne poznamo dobro. Če gremo Ja, mislim, ne, da se gljivo na primeru Prešernove Julije. Julija je se rodila v družino pravnikov, torej oče je bil odvetnik. Se je relativno hitro umrl in jo je mama, preden je mama umrla, Julijina, je uredila, da se je poročila
z odvetnikom, ki je kasneje postal vodja okrajnega sodišča v Novem mestu, zato je pokopano v Novem mestu. In se je vedlo, to je bilo javno, to je dokaj pač poznamo zaradi pisem, da so vsi vedeli za Prešerna, oziroma zelo veliko Ljubljančanov in nasplošno Slovencev in Novomeščanov. Pa je kljub temu sta živela vsak svoje življenje. Julija, malo manj vemo o njej, no, ampak je imela verjetno zelo dobro situirano življenje in na njej se vidi, da najprej mora biti nedosegljiva, fino je, da ima nekaj denarja pod palcem, pa ne smemo jo prepogosto videti. Na tak način jo lahko idealiziramo, oziroma lahko stvari idealiziramo. A zaključam to še s pesmijo Prešerna ali ne? Ja, seveda. 127, to je pa ta uvodna gazela, ki jo seveda verjetno znate na pamet, tako da sploh ne vem, če si jo upam prebrati. Tudi jaki ni znate na pamet. Torej, prva gazela. Gazele so pač teh 7 gazel se je tu Prešeren. Prešeren je imel blazno nalogo, ko je on prišel na sceno pesniško. On je mogel celotno tradicijo njega, ko sistematično, če ga bi šli pač gledati fraze, besedišče, motiviko. On je sistematično, on je verjetno vsako popoldne ali pa vsak dan jutra do večera sedel, da je dejansko najpomembnejše teme do takratne svetovne poezije v tole knjigo strnil. Torej, kar je recimo cel Properci, celoten Katul, polovico Ovidija je 7 gazel v slovenščini. Tako na tak način in res je bil blazno sistematičen in zaradi tega je naš največji pesnik. On je bil nek, ne vem, to, kar ga pogosto predstavljajo, da je rad veliko pil. Po mojem ni imel časa veliko pil. Ker je kar veliko delov, no. Mislim, tole narediti resno tako strniti v eno knjigo celotno svetovno poezijo tistega časa, da je veljala. Jaz mislim, da je to blazno težka naloga. Seveda je imel svojo Julijo in tukaj le njej zapiše v gazelah. Pesem moja je posoda tvojega imena, mojega srca, Gospoda, tvojega imena. V njih bom med slovenske brate sladki glas zanesel od zahoda do izhoda tvojega imena. Na posodi v zlatih črkah slava se bo brala od naroda do naroda tvojega imena. Z nje svetloba bo gorela še takrat, ko bova unstran Haranovga broda tvojega imena. Bolj kot delje, korine, cintije, laure, bi bilo pozabiti škoda tvojega imena. Torej, tukaj se ob bok postav za tega, ker našteva Lauro, pač Petrarka, zelo je cenil Petrarko, potem je pa še Ovidijevo, Propercijevo muzo, avtomatsko se postavil bok njim. Prešeren je tudi vedel, kaj dela. To je gospod, ki je mogel biti nekaj malo žal, da nimamo več njegovih pisem ali pa nekih dokumentov, da bi ga bolj spoznali. Torej, da je to naredil, kar nam je naredil, pač nam zaposlil, je mogel biti blazno priden. S tem bi pa končal. Hvala. Najlepša hvala. Robert, zdaj pa ta zadnji del je pa v bistvu tvoj. Jaz to povem. Jaz seveda ti, ja, ne bom jaz. Verjetno ste opazili, da smo se danes z kolegom sprehajala po Apeninskem polotoku. No in torej, to je prostor izjemnih kulturnih dosežkov, nad katerim je bil tudi navdušen skladatelj Felix Mendelssohn. Bil je tako navdušen, da je o njej napisal simfonijo, številka 4, imenoval jo je pa kar italijanska. Prvi stavek je 8 minut, pa predlagam, da ne prisluhnemo, ta prvi je tudi najpomembnejši. Lahko dam še malo okrog tale povitek. Gre za gramofonsko ploščo, jaz si kar težko predstavljam klasične večere, da ne bi imeli še gramofona. Slišim pa, da zopet postajajo aktualni in si jih marsikdo spet kupuje in to se mi zdi dobra novica. Zelo aktualni.
Se strinjam. Italijanska, ja.
Ja, najlepša hvala, mislim, da je bil to krasen zaključek. Imamo pa eno vprašanje. Ne? Ja, Na željo iz publike. Profesorja latinščine. Ne? V mladosti sem v glavnem slišal cerkveno latinščino, konfitor, dibidomina ali pa strašljivo diesire. Ali lahko preberete eno posvetno pesem v latinščini, da slišimo, bom rekel, ta melos in pa dejansko rimo. Ok, mi dajte 30 sekund, da najdete. V teh sekundah se bomo pa mi... Slišimo to, ne? Tako. V tem času se bomo pa zahvalili našima dvema gostjama. Hvala lepa, da ste prišli v nedeljo popoldne, ko ste se hoteli učiti, in da mogli priti obrežite. Dobrodošli vedno, najlepša hvala, eno skromno delice, da ste reče. Hvala tebi, Robert, nekaj, kar mogoče še nimaš, ne vemo. Letos imamo tudi 10 let naše akcije oziroma našega projekta Gradovi Posavja, pa v bistvu eno tako skromno darilce tudi za vas in res velika hvala. Jaz verjamem, da se še vidimo, a ne da? Ja, tako. No, Robert je še. Takole, ker mi internet ne dela, vam lahko odgovorim samo to, kar znam na pamet. Catulovo sovražim in ljubim. Gre za 2 heksametra. Ode tamo, quarit faciam, fortasse requiris, nescio sed fieri, senti et ex crucio. Pa je pa prvi vers, oziroma prve 2 verza Virgilijeve Eneide je arma virumque cano, troiaeque primus saboris italianque venit. Pa mi morate pa pustiti. Da se sliši, v bistvu je zelo poetično, ne? Ja, dolge in kratke vokale so imeli. Tako kot, če si predstavljate mešanico med Italijanom pa Žužemberčanom. Ko malo zapojejo. Jaz imam moj oče je Žužemberg, oziroma za ulice, zato se lahko malo ponorčujem. Ampak, ker je pač malo zapojejo, tako kot pravi Suhokranci. Ker potegnejo vokal, ne, ker je, ne vem, lahko rečeš arma ali pa arma, virumque cano, troiaeque, tako naprej, tako zveni. Vse, kar lahko sklepamo iz romanskih jezikov, ker nimamo, mislim, na tak način se sklepa, pa iz opisov seveda. Hvala. Zdaj pa tako kot spet v navadi, da nas čaka krasno, odlično vino Graben, priznana in mednarodno veljavna blagovna znamka vrhunskih vin, ki jih vodi Zala Šekoranja. Tisto, kar pa bomo poskusili, je pa iz pivnice Apollon. Recimo. Tako da vse skupaj zelo ustrezno gre. Zdaj pa vas lepo potem vabim tukaj pred knjižnico, zagotovo pa še lahko malo tudi poklepetamo v knjižnici, pa potem mešamo to, hrano in klepetanje, pa v bistvu